Antum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Pričakovano, vse mestnega sveta je šla gladko, korektno do zadnjih 2 točk. Jaz sem to pričakoval tak nastop. Zelo zanimivo je, pa bom še enkrat ponovil to, kar bom to slišati. Takrat, ko so prinesli 166 podpisov za razpis referenduma, sem jaz brez razmišljanja to sprejel, razpis o referendum, in čeprav nimam v statutu, sem to dovolil elektronsko odobrenih podpisov. Rok je predelen, začel se 2. septembra, se pravi v počitnici ne moreš razpisati referendum, zaključuje se zdaj v ponedeljek. In istočasno so pa 3 mestni svetniki dali pobudo za razpis referenduma, kar je zakonito, kar je njihova pravica in brez debat. Zdaj, pričakovano zato, ker, kot so sami povedali, imajo zbranih okoli 1000 podpisov, številke prave ne vem, rabih 15.600, in vmes smo se mi to civilno iniciativo z njihovimi predstavniki, ki so predlagali sestanek, sestali, in tudi je bilo to vprašanje, se je po koncu to sestali pred dobrimi 10 dnevi, se pravi, da ko je bilo na pol že časa še na dost, vi izpeljete do konca, sestanek je bil izjemno korekten, potem smo rekli, dogovor z ministrom je bil samo eden, da bo poskušala dobiti vsak na svoji strani toliko dobre volje, da bo program upravljanja TRŠ sprejet do novega leta. Ko smo to pojasnili, je bilo pač predlog, sem jaz rekel, ne predlagite tudi nekatere strokovnjake, ki vi mislite, da so pravi, da bomo potem se odločili, da bomo dali koliko od njih tudi v ta odbor, ki pripravlja program upravljanja. Tisto, kar ne moti, kar je včeraj, vsak ima pravico do svojega načina izražanja. Gospa mestna svetnica, ki je to zagovarjala, je svoj nastop več kot o sebi, kot sami problematiki. In če jaz spomenim še enkrat zgodbo, odločbe za Zavoda za varstvo narave ni več, ker je druga stopnja odpravila. In prvič odpravili odločbo, so imeli ponovni postopek, Zavod za varstvo narave je ponovno isto odločil, s tem, da je vsebinsko spremenil vsebino, ker je enostavno najprej bil problem Gomoščica, pa Hrošček, in potem, ko je prišel gor profesor Bovcev na medije, da Gomoščica raste maja, ne pa avgusta, pa da Hroščka ni več, tudi rekli, da je problem trave. Trave, tudi sejana ni avtohtona, ampak jaz priznam, da nobeno odločbo nisem bral, to je samo po tem povzetku, kar so mi povedali, kar je bilo v medijih. Druga stopnja je odobrila v njihov koncert na tej lokaciji pod zelo zahtevnimi pogoji, ki bi jih lahko izpolnil, Magnifico se odločil, čustveno, da enostavno so mu to lokacijo, kjer on že deluje toliko leta, se prav samo čez peš potjo, tako umazali, da ne more igrati v Tivoli, izbrajo Stanežiče, bilo na golf igrišču v drivingu, jaz sem na tem koncertu postavila s lestvico vseh slovenskih izvajalcev izjemno visoko, 23 obiskovalcev, ne vem, kdo lahko preseže. Jaz sem takrat rekel, da je približal tako svetovni rekorder v skoku v višino, ki vsakič na tej zlati ligi popravi svetovni rekord zemljski vrš, da lahko sam dvigne to lestvico na več ljudi. No in tisto, kar jaz nisem razumel, še enkrat bom ponovil, ta razlaga, spet, kar vročeli, so bile javne prireditve, zdaj to ukinjeno javno komercialno. Jaz sem bil pobudnik DMT-ka v Tivoli in sprašujem se,
del tek je javna prireditev, koncert Menjškega ne bila komercialna. Take nerazumne razlage, jaz se niti ne želim komentirati. Mestni svet je svoje povedal spet glasovanje, tako, ki je bilo nepričakovano, in enostavno smo stali na tem, da razen pozicije, ki je tudi takrat zapuščala sejo mestnega sveta, spet povejo o sebi, kaj hočejo, so glasovali, pa mestni svetniki svetnici se ponovno izkazali svojo voljo, kot je bila prej rečeno. Gospa mestna svetnica je šla posebno raven, še kar pravim, njene stoke absolutno želijo od vseh. In tisto, kar mene moti, kdor od strokovnih ljudi, ki ima isti naziv, doktor znanosti kot drugi na tej strani opozicije, so odvisni od mesta občine Ljubljana, so moji podporniki, njih sem upošteval, ampak samo nekaj so proti. Stroka je stroka, jaz sem izjemno ponosen na svoje sodelavce v strokovnem timu, tudi s te srečene štirimi predstavniki civilne iniciative so bili znanjem absolutno prepričljivi, dokazali vse to, kar trdim, je bilo včeraj izpostavljeno na tej seji mestnega sveta, da so to neresnice, ki je razlagala o Darsu konvencije, potem drugi mestni svetnik, da je bilo postopkovno napačno, ampak imajo pravico, naslednjih štanca je sodišče, ki bo lahko odločilo. Mi bomo počakali do 6. oktobra, oziroma do 7. ker 6. polnoči se zaključi, to zbiram podpisov, kot veliko podpisov je, ampak mestni svet je pobudo 2 mestnih svetnic in mestnega svetnika zavrnil. Če je rekel, da tisto, kar ima odgovornost za nek predlog, ki nima nobene prave osnove, zavrnil, ker enostavno skrbi, da se ne razmetava z denarjem za ugoditi nekomu, ki jim dobo podpore. In jaz sem čist s tem zavrnil, tudi jaz sem povedal, da sem proti temu referendumu, ki bi ga sklical mestni svet, ker na drugi strani je bilo polno poslušati, bi pa treba dati več denarja za rojstvo otrok, pa za pa za tretje, a tu ki bi proti večini mesecev dokazovali svoj prav, pa denar ni pomemben. No, še enkrat pravim, to je moja naloga, da skrbim za proračun mestne občine in da skrbim, da se denar ne porabi brez pravega razumskega razloga. Je pa pričakovan rezultat tega, če se ne motim, je bilo 14 za referendum, 26 proti, s tem, da so 2 člana naša sta manjkala, 2, 3, in pričakovan tudi razmerje. Pozicija ima prav, da nasprotuje vsakemu predlogu, konec koncev to njena naloga. Vprašanje pa zdaj, kako se zažaša, ampak tudi to bom spustil, kako to dela, ker to je kaže sliko o tisem, ki tako nastopa. Tudi o meni. Jaz za vsem svojimi besedami dejanji stojim. Začne se že to eno uro predsej, ker ima gospod Primc svojo družbo, ki je pripela z avtobusi, transparenti, ki so v bistvu isti, ki je ponavljal, ima svojo sanjsko miso hišo. Če sem včeraj prišel mimo 3, pomahal sem, ki so stali pred mestno hišo, poslušal njihova mnenja, kakšno minuto 2, ker se stvar ne ponavlja, ker pričakovana so šel gor samo na delovno mesto, pripravce za sejo in še ostale ljudi v Kreplu. Tako da jaz ta referendum ne pravim to točko, smo relativno hitro zaključili, saj je bilo tudi malo razpravljavcev, kajti v opoziciji ne poslušajo te argumente, mislim, da sta tako gospa Ogrenovci kot gospod Maler, zdaj so da pojasnila svoje odločitve
In mislim, da je gospod Magar to pojasnil, ne, kako se dogaja po svetu. Ne. Zdaj to ni več mestni park, zdaj krajinski park, ne. Ampak pravzaprav bi rekel, da so tle 17 let, ne, da ves čas vzdržujemo in zelo zanimivo, ne, bojimo se, da se bo komercializiral ta park. Zakaj se to zdaj ni, ne? Eno od, ne na tej seji, ne, res velikih neumnosti, ne, kjer je nekdo izjavil, ne, ja, potem se bo park pozidil. Par razlage, da smo z Iliro prekinili stik z Tivnim, kar je popolni nonsens, ne, ker tam je bila proga, ki je to preprečevala, se mora iti po Celovški cesti, da smo naredili lateralni podhod, ki je zelo lep, že zaključen, in z otvoritvijo Ilirije bo tudi ta podhod odprt, kar pomeni, da smo približali prebivalcem Ljubljane Tivoli in Ilirijo. In jaz se veselim, zame park mora živeti, tam pa sem vesel, ko je poln ljudi. In če bi mi kdo znal razložiti na teh dveh lokacijah, da res razumem, zakaj sindikati lahko dobijo na Rožniku, 14 dni kasneje študente Rožnja ne smejo dobiti, oziroma dobijo zadnji dan, ko je bila prireditev, kar pomeni, da je ne morem izvesti, pa jim pa poved, da ne. In zakaj lahko dobi Demtek, ne more dobiti Magnifico, več pa zima pripombe. Tisto, kar njih moti, ne, je to, da jaz nino povem, to so moji prijatelji, ne, in te ne bom zanikal. Prijateljstva se ostale dolga leta, ampak to sem tudi pojavno povedal, ne bom pa zgledal neko lažno, politično, bom rekel, nasprotovanje, da pokažem, da jaz kljub prijateljstvom. Zadnja veljavi se vrela kot za Ruska in jutri bo enako zadnja. In zdaj bomo v bistvu poskušali naše strani pripraviti. Mi imamo družbo, ki nam dela program upravljanja. Mi smo ga dali že najprej pred 4 leti, 5, potem smo dobili pripombe, ki smo dopolnili, pojasnili, pravili, in še vedno ni bilo zadosti. Zdaj čakamo, da principu pridemo do konca, da dobimo kaj. Naša odločitev bo v tem srečanju, ker smo srečali tudi z vodstvom za varstvo narave, da se pomenimo, kako naj zdaj pristopimo, da bo to teklo. In ali bomo koga vključili od predlaganih 11 kandidatov, so imenom, ki so absolutno kredibilni, jaz tudi ne rečem besede, kot kredibilnost, en ljudski bogataj Kajfež ne može učitati. Ona je res svetovno in je konc koncev, če grem še vam dalje, ne rečem, profesor Anja Kučar-Minoš, ki je učitelj kredibilnosti na svojem področju, tako da bomo probali dobiti ta program upravljanja, ki bo zaščutil interese, obenem pa tudi jasno povedal, kako se kaj dela vsem. Vse je kot vsega. Zadnja točka je bila ponovnjenja točka, ki je že enkrat misli svet. Pozicija ima pravico do opozarja, ima pravico to pove, kaj želi. Je bila zavrnjena, tako da smo se zaključili v primernem času, nekih 3 urah. Ostale točke so pa šle praktično brez kakšnih vsebinskih pripomb. Vse je bila dobra, da celo dopolne podpisujem vse tiste za svete šol do vrtcev, in dosti kandidatov smo dobili. To je tisto, ker nastavno to je veliko odgovornost biti v svetu, hoditi na svet, pa še praktično nima kdo, ki se javo, ampak to jih ni zanimljivo. Tako da meni vse je dobro. In mi bomo v svoji poti še enkrat ključna stvar je, da je tudi ta seja in tudi sestanek s predstavniki civilne družbe, vi jih pač poznate, ker smo pisali, lahko jih pokličite, je bil izjemno korekten. Izjemno korekten, celo pa nekih točkah smo bili hitro na isti strani. Kako pa naprej bomo povedali? Ne negiram njihove pravice, da predlagajo referendum tudi v mestnem svetu, v mestnem svetu so odločili z večino, kot v državnem zboru. Ne negiram pravice civilne družbe, da predlaga
Če me zelo zanimivo, sklicujejo se na nekaj organizacij, ki ne bi jih podprli, ne. Ko so naši preverili pa teh organizacij dveh, smo dobili od njih odgovor, ne, da absolutno niso teh zgodbi. To je zelo zanimivo, ne, koga tle vse piše spod, vsake se tam prebere, se pač odloči, kaj bo, ne bo, ne. Koliko pa malo podpisov, pa poudarjam to, kar so oni rekla približno 1000. Kaj pomeni približno, kaj gor spod, pa zapoved. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.